Spoštovana podpredsednica, podpredsednika, vsi ostali izbrani gostje in pa predvsem današnji strokovni komentatorji, ki bodo to našo programsko konferenco zagotovo obogatili. V zadnjem mesecu kar 2 poskusa samomorov dijakov. Otroci pretepajo sošolca, vse to posnamajo in objavijo na TikToku. Romski otroci brez zadržkov ropajo po dolenjskih trgovinah. Otroci Albancev so vrženi v naš šolski sistem, brez znanja jezika in s tem pomembno zavirajo sam učni proces. Piflanje, gore podatkov, torbe pa včasih teže kot vojaški ruzaki. Učitelji brez pravih pristojnosti, starši za vratom, ki rajši učencu dajo 5, kot pa da bi se prerekali samimi starši. To je zgolj nekaj dogodkov zadnjih tednov, ki jih lahko vidimo, beremo po socialnih omrežjih, zlasti pa tisti, ki smo starši, tudi začutimo, ko se vsak dan ukvarjamo s šolo. Dragi udeleženci današnje programske konference, spoštovane krščanske demokratke in demokrati, dragi vabljeni gostje. Danes bomo iskali odgovore na vprašanja, kakšno šolo potrebujemo. Seveda bi se uvodoma rad zahvalil delovni skupini, ki je pripravljala današnjo programsko konferenco, to so dr. Alenka Šverc, dr. Urša Lampret in pa Irena Dolenc. Hvala vsem, ki ste to programsko konferenco danes pripravljali. Seveda hvala pa tudi vam, ki ste se jo udeležili. Če bi slovenski šolski sistem moral oceniti z opisno oceno, bi zapisal naslednje. Tog, okorel, birokratsko obremenjen in preveč osredotočen na pomnjenje podatkov. Če pa bi od mene zahtevali, da podam številčno oceno, bi bila ta ocena 2. V Sloveniji se zadnjih nekaj let predvsem ukvarjamo in tudi pogovarjamo, kako nam razpada javni zdravstveni sistem. Tiho, ampak še večjo hitrostjo pa nam pri živem telesu razpada naš šolski sistem. In če ne bomo nemudoma začeli s prenovo, z resno prenovo našega šolskega in izobraževalnega sistema, potem bo v nekaj letih dokončno kolapsiral. Rezultati PISA 2022 kažejo na negativen trend pri vseh 3 ključnih področjih. Bralna, naravoslovna in matematična pismenost. Pri naravoslovni in matematični pismenosti smo nekoliko nad povprečjem OECD-ja, medtem ko pa je bralna pismenost celo pod povprečjem OECD-ja. V šolstvu, dragi moji, brbota, v šolstvu ure in samo vprašanje časa je, kdaj bo odneslo to pokrovko in kdaj bo neka zadeva nepovratno eksplodirala. Takrat se bomo gledali in se spraševali, kako je to mogoče. Nova Slovenija z današnjo programsko konferenco želi, da se slovenska politika resno začne ukvarjati s slovenskim šolstvom. Od tega je namreč odvisna naša prihodnost. Kot programsko močna stranka bomo danes oblikovali 15 rešitev za sodobno in kakovostno šolstvo, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju programske konference. Naj pa že sedaj zelo jasno povem, da hitrih rešitev ni in da se moramo o slovenskem šolstvu začeti pogovarjati takoj, morali bi se že včeraj, če želimo, da ga lahko vsaj primerno rešimo. Kaj je ključen problem? V politiki sem že kar nekaj časa in sem doživel sam na svoji lastni koži, pa tudi kot poslanec, kar nekaj prenov učnih načrtov. Vedno smo govorili, manj bo piflanja in učenja na pamet, otroke bomo razbremenili faktografskega učenja, ampak na koncu smo vedno dobili še debelejši učni načrt, še več učbenikov in otroke obremenili še več podatki. To je bil vedno zaključek uvajanja novega učnega načrta. Vsi podatki so danes samo en klik stran, vedno jih nosimo tako ali drugače v našem žepu, ali v telefonih, računalnikih, tablicah. In otroci se morajo naučiti, kje se podatke najde in kako se smiselno te podatke tudi med seboj poveže. Govorimo namreč o konceptualnem učenju. Želim si tudi,
da naši otroci ne bi zgolj znali uporabljati telefonov, nalagati aplikacij, uporabljati razne igre in podobne stvari, ampak da bi predvsem tudi razumeli, kako telefon deluje in kako se nenazadnje ta aplikacija tudi naredi. Ključen problem našega šolskega sistema je, da učenci tekmujejo v pomnjenju podatkov. In zmagovalec ni tisti, ki najbolje razume problem, zmagovalec je tisti, ki se je v najkrajšem času možno zapomniti največje število podatkov. In to vsekakor ni prav. Žal, ne samo drugod po svetu, ko spremljamo žalostne podobe in streljanja, kaže se, da tudi v Sloveniji šola žal ni več varen prostor. Nasilni otroci, pa tudi nasilni starši z odvetniki, danes samo še poglabljajo nemoč učiteljev. Prizore mladoletnega nasilja in popolne nemoči institucij gledamo praktično vsak dan. In šolski sistem je postal žrtev permisivne vzgoje in levičarskega aktivizma. Avtoriteta se razgrajuje, kazni so nezaželene, bistvo je pogovor, od katerega pa več ali manj nič ni. In potem poslušamo odgovorne predstavnike vlade in ministrstev, ki v primerih brutalnega šolskega nasilja ponavadi vedno pravijo eno in isto, in sicer pripravljamo sistemske ukrepe, organiziramo pogovore in delavnice socialnih veščin, ključno je sodelovanje med vsemi deležniki in mreženje pristojnih institucij. To je največkrat vladni odgovor. Prav pa je, da povemo iskreno, da danes nasilnim učencem nihče nič ne more. In žal je, da se oni tega zavedajo in to tudi zavestno izkoriščajo. Zato smo tam, kjer smo, in nekaj bo potrebno resno spremeniti, ker drugače ne bo šlo samo od sebe na bolje. Naslednji problem. Šole postajajo skoraj upravne enote, učitelji pa državni uradniki. Vzgoja in vzgojni ukrepi niso pomembni, vzgoja in avtoriteta učitelja ni pomembna, šteje samo pravilno izpeljan upravni postopek. Zdani so primeri, ko se učitelj za vzgojni ukrep preprosto ne odloči, ker se mu enostavno ne da ukvarjati z birokracijo, sploh pa ne starši in njihovimi odvetniki. In to je slabo. In še naslednja stvar je neverjetna, da imamo v času samostojne Slovenije vedno več učiteljev, te učitelji so pa vedno bolj obremenjeni in vedno bolj pravijo, da jih je premalo. Torej, z našim sistemom nekaj globoko ni v redu. In čas je, da korenito spremenimo šolski sistem in zato Nova Slovenija predlaga vrnitev zdravega razuma nazaj v naš šolski sistem. To je ključna stvar, vrnitev zdravega razuma. Znanje je moč, razumevanje namesto pomnjenja, projektno učenje namesto pifljanja, kritično razmišljanje in sposobnost samostojnega učenja, vzgoja za vrednote in tudi poudarek na domoljubju. Naš cilj mora biti vzgoja odgovornih, samozavestnih in kritično razmišljujočih mladih. Šola mora mlade pripraviti na življenje. Tako se morajo prilagoditi tudi učni načrti, izobraževanje učiteljev, način poučevanja in predvsem ocenjevanje znanja. Potrebujemo boljšo povezavo med gospodarstvom, trgom dela in pa šolami. V času umetne inteligence in socialnih omrežij je nujno, da se v šole uvede osnove programiranja oziroma računalniške in informacijske vsebine, robotike in tudi finančne pismenosti. Svet se vrti izjemno hitro in ravnatelji potrebujejo tudi ustrezna menedžerska znanja za boljše vodenje šol, učitelji pa se morajo seveda ves čas strokovno usposabljati. Naj v šolah ZUP-u končno odzvoni. Šole niso upravne enote, učitelji niso uradniki in vzgoja ni upravni postopek. Učiteljem moramo vrniti vzgojno avtoriteto in moč, potrebujemo stalno in obvezno izobraževanje učiteljev, razbremenjevanje nesmiselnih birokratskih opravil in dodatno nagrajevanje tudi izjemnih učiteljev. Nekdo, ki da več v sam proces učenja, bi moral to čutiti tudi pri njegovi plači.
Torej, spodbujanje različnih vzgojnih pristopov je še ena izmed stvari, ki jo želimo v Novi Sloveniji spodbuditi. Imamo različne pedagoške koncepte, starši pa je prav, da izberejo tistega, za katerega ocenjujejo, da je najboljši za njihovega otroka. Država mora skladno z ustavo financirati program zasebnih ali javnih izvajalcev. Elitizem, o katerem nam govori Levica, pomeni, da zasebne šole lahko obiskujejo samo otroci bogatih staršev. V Sloveniji pa moramo zagotoviti, da zasebne šole z javno veljavnim programom lahko obiskujejo vsi. Različnost vzgojnih pristopov nas namreč bogati, ne pa ogroža. In če je nekdo dovolj star, da pretepe sošolca in to uspe objaviti na TikToku, potem je dovolj star, da za to prevzame tudi odgovornost. Nova Slovenija je že predlagala spremembo zakonodaje in predlogi zakonov so trenutno v postopku. Predlagamo zaostritev kazenske odgovornosti mladoletnih storilcev za nekatera kazniva dejanja, kot je napad na uradno osebo, da se ne more več dogajati, da se mladoletniki posmehujejo in delajo norca s policistom, povzročitev telesnih poškodb, da nekoga pretepajo z hudimi telesnimi poškodbami, to ne more biti nekaznovano, in tudi kraja, ne da prosto in poprešerno kradejo po trgovinah in rečejo sami, da jim nihče nič ne more. Predlagamo tudi možnost odstranitve nasilnega učenca iz šole in namestitev v vzgojni zavod. Stroka je jasna, vse jaz se tako razumem, s pogovori in delavnicami ne bo šlo kar tako, potrebno so resne sankcije za odklonska vedenja. Dovolj je govorjenja samo o otrokovih pravicah, začeti moramo tudi govoriti o otrokovih dolžnostih, pa tudi o dolžnostih nas staršev. Vladi Roberta Goloba sporočam, da če vam ne gre, potem enostavno podprite zakone Nove Slovenije, ki so v procesu in čakajo na večinsko podporo v parlamentu, s tem bi te stvari ustrezno uredili. Nujno pa potrebujemo tudi jezikovne pripravljalnice za otroke priseljencev. Nova Slovenija jih je že predlagala, pa so se nam smejali in posmehovali, ampak vprašajte učitelje, ki se ukvarjajo s poučevanjem albanskih otrok v naših šolah. Brez znanja jezika ne gre. Otroci priseljencev se morajo naučiti slovensko, v nasprotnem primeru zaustavljajo celoten učni proces, kar je najprej slabo za njih same, potem pa tudi za celoten razred. In zato je končno prišel čas, da te jezikovne pripravljalnice vzpostavimo in da nekdo, če ne govori slovenskega jezika, potem do takrat ne more obiskovati tudi rednih razredov osnovne šole. Pika, enostavno, brez kakršnihkoli problemov. Dragi prijatelji, spoštovani udeleženci, ni še prepozno, vendar časa ni veliko. Začetek sprememb se vedno začne s priznanjem, da smo nekje hudo zabredli in pri šolskem sistemu smo do kolenih v blatu. Če ne bomo začeli ukrepati, potem se bomo dokončno pogreznili. Hitrih rešitev ni, moramo pa postati država, ki bo to temo postavila na piedestal in se začela o njej resno pogovarjati. Našim otrokom dajmo znanje, prihodnost in varno šolsko okolje. Učiteljem pa vrnimo avtoriteto in zato je današnja programska konferenca namenjena, da začnemo proces resne razprave v slovenskem političnem prostoru, ki naj pripelje do konkretnih rešitev, ki bodo bistveno izboljšali sedanji šolski sistem, ki tone. Veselim se današnje razprave in se zahvaljujem vsem, ki boste sodelovali in tudi vam, slušatelji, ki boste zagotovo z vašimi vprašanji prispevali k temu, da bo naša programska konferenca še bolj živa. Hvala lepa.